want so many gold yet. Don't know how to feel low yet. Please don't take my control. It's not even my own. Prej sva se pogovarjala o tem, koliko je lahko dragoceno za najno občinstvo, da vlečeva informacije direkt iz pravih zgodb, a ne, ljudi, ki so se zgodile, in sva potem si dovolila iti na medover.net, ki je ravno taka zgodba, ki sovpada z današnjo temo, pa bi jo rad najprej prebral, pa se potem midva spustiva v to, če si za. Ok, dajva. Okay. Lep pozdrav. Tako kot večina se tudi jaz na vas obračam v upanju, da mi boste pomagali. Imam fanta, skupaj sva skoraj 4 leta in od začetka je bil v vseh pogledih najbolj svetla točka mojega življenja. Bil je ljubeč, nežen, pozoren, nič mu mi ni bilo težko narediti zame, skupaj sva bila ves prosti čas, ki sva ga imela. Sedaj se je pa tako spremenil. Ni več tiste ljubezni, ni več tiste nežnosti, tistih objemov. Zdi se mi, da se je spremenil že takrat, ko se je povsem zavedal, da sem samo njegova in da mi pomeni vse na svetu. Ko mu rečem, da se mi zdi, da je zelo hladen in da pogrešam njega takega, kot je bil od začetka, mi reče, da pretiravam. Da je čisto normalno, da se po določenem času vsa tista začetna ljubezen mine. Zelo sva se utujila, a še vedno ga ljubim in nočem izgubiti, a vem, da se sama ne moram storiti ničesar, brez da bi pri tem sodeloval tudi on. Kako naj ga spodbudim k temu? Njegov kolega mi je tako po vinkih dejal, da sem mogoče za vse to kriva sama, ker sem tako zelo ljubosumna. Vem, da sem, a se ljubosumja ne morem znebiti, pa še tako rada. Mogoče bi potrebovala celo strokovno pomoč. Kaj mi svetujete? Kako naj probam v njem prebuditi čustva? Wow. Dober primer. A se ti zdi, da je ljubezen dovolj? Dobro vprašanje. Res dobro vprašanje, ampak ne vem, jaz ostajam pri tej zgodbi, a ne, tukaj, ko ta zgodba opisuje, koliko je on postal hladen. Zakaj? Pa koliko je ona bila ljubosumna? Ok, ampak ona dva sta 4 leta skupaj. Je kar... Kaj je to ena hladnost pride kar v odnos? Meni je tukaj prva nekako asociacija 4 leta, je kar neko obdobje, ne? Ja. Vprašanje, kaj se vse dogajalo v njihovem življenju, ampak nek strah, verjetno. Verjamem, da je ogromno neizrečenih stvari tukaj in čim pridemo do te, da manjka ta pristnost, da niso naslovljene stvari, se sprašujemo mi terapevti, zakaj, a ne? Kaj tam zmanjka? Ja. Kaj je to in veliko krat strah igra tukaj pomembno vlogo. Ja. No? Česa bi lahko bilo tega moškega strah? Ranljivosti, se predati, razkriti mogoče kakšna zadeva, katere je njega sram, a ne, lahko je bila prevara, lahko je bilo kaj v njegovem osebnem življenju se je dogajalo, a ne, ampak je bil v partnerskem odnosu in v partnerskem odnosu je pomembno, da oba podelita te stvari in da je to spoštovanje tam, a ne, do drugega. In ne vem, če črpamo iz te zgodbe, a ne, je tam en manjko informacij, mi dva lahko tukaj sklepava neke stvari, ampak ja, ta strah, ne, definitivno, ker niso naslovljene zadeve, Ja. ni izrečeno. Ja, ampak recimo ta primer je eden izmed tisočih, a ne. Jaz veliko krat poslušam, a ne, ok, nekaj časa je bilo vse v redu, vse super, pol je pa vse dol padlo, pa on ni bil več isti, ona ni bila več ista, ne vem, nisva se mogla prenašati več, navade so se spremenile, ne vem, neki rituali so bili drugačni, kakorkoli, ampak a ne, ko govorimo imamo zaljubljenost na eni strani, potem imamo pa ljubezen, a ne? In če govoriva o tej ločeni zadevi, a ne, zaljubljenost ima neke svoje prednosti, svoje točke, svoje zakonitosti, a ne, ampak potem mine, a ne, in to mine. In tako kot je bilo opisano, dotiki, strast, poželenje, recimo, povezanost, a ne, vse je. In prav zanimivo je, koliko sta oba partnerja, recimo na začetku zveze motivirana, a ne, tako kot je bilo opisano, vedno smo preživela čas skupaj, a ne, koliko smo imela prostega časa, sva ga preživela skupaj. Ena motivacija je, želiš osebo spoznati, želiš vedeti, kdo je ta oseba, želiš biti z njo, potem pa kar
ne vem, a se to človek navadi, a se navadiš na eno osebo in ti je potem že, ok, ona je zdaj tam, v redu, se bo ostala tam, se kadarkoli pridem domov, ona bo tam in to postane samoumevno, ali kak? Ja, dejstvo je, da zaljubljenost vedno mine. Ja. Vsa ta hormonska dogajanja, ki smo že omenjala v najnem posnetku, kako to upade in vsta dopamin in serotonin in vse to. In ne bi rekel, da izveni. Sej ona dva sta še zmer tam, ampak odnos se spremeni in je kar naenkrat potrebno nekaj več dati. In res, sam ljubezen pol tam ni dovolj, tako kot kar tukaj. Kaj boste zdaj naredila, ko sta prišla do neke utojenosti, oziroma kot si rekla, do neke da sta navajena drug na drugega in naveličana. Naveličana se imata za samoumevno. Ne vem, jaz da imam občutek, recimo, ne vem, res, ko poslušam veliko teh zgodb, kar nekaj se spremeni in to, se mi zdi, kot da so to neke univerzalne zgodbe in da se vsakemu paru to zgodi. Ja, in se kar ponavljajo. Zelo se ponavljajo in tukaj res mene zanima, pa kaj pri vragu se zgodi z ljudmi, z odnosom, če pa greš v odnos za eno motivacijo, jaz si želim biti s tem človekom, želim si živeti s tem človekom, zanima me ta človek, zanima me, kaj razmišlja, kaj se mu dogaja, potem pa kar naenkrat po nekem času, pa mene to več kar naenkrat ne zanima. Kaj je tista točka, ko rečemo, zdaj pa gre vse navzdol, ali je to, tako sem prej rekla, ali naveličanost, ali smo navajeni nekoga, ali je to res, bomo dali krivdo pa odgovornost na hormone, ker pač se zmanjšajo, ker ni več tistega puša od hormonskega sistema, ali kaj je zdaj to? Pač, ne želim te napadati, čeprav mogoče tako malo zveni, ampak da bomo ljudje pripravljeni, pa da bomo ljudje vedeli, kaj se nam dogaja in zakaj je to. Jaz bi klej izpostavil to, za čemer mi zelo stojimo in se nas tudi na našem študiju pripravili, in to je, da 1+1 je 3. Ja. Sta v odnosu on, ona in njun odnos. In recimo v naših terapevtskih pisarnah, ko imamo kakšne pare, jim jaz kar pokazam, na prazen stol, tam je vaš partnerski odnos, mi moramo tako gledati. Kot da je še ena oseba tu notri, za katero je treba skrbeti. In ta partnerski odnos ni nek odrasel, ki bo sam zase poskrbel, ampak je otrok. In je treba namenjati pozornost temu. To je dobro. In mogoče prav dati ta občutek, da nista zdaj jaz pa on, skupaj sva v tem, odnos je kle v igri, deva skupaj se boriti. Ja, boriti za njo in za ta partnerski odnos in mu nameniti pozornost in ga negovati in poskrbeti za to, da raste. Res je. V tej samoumevnosti se kar pozabi, da je sploh še tam, saj sta skupaj, saj se zavedaš, ampak ko imaš enkrat v mislih, partnerski odnos mora negovati, tukaj zraven je. Kaj bo naredila, da bo partnerskemu odnosu nama lepše? Torej skozi ozaveščati. Ozaveščati, ja. Ozaveščati sam pri sebi, ker ne vem, zdaj, če se tak iz mojega okolja, če dam kak primer, baba je spet tečna, baba je spet sitna, pa spet hoče nekaj od mene, pa kaj bi rada, a ni dovolj, ne vem, da ima hišo, da ima avto, pa vse ji kriti prinesem, pa še kar bi ona nekaj v mene drezala, pa me sprašuje neke stvari, pač prav taka neprijetna energija se da čutiti. In potem se tako jaz vprašam, pa vi dva sta se drugemu izbrala. In, odločila sta se drugega. Ja, tako, odločila sta se en za drugega. Zdaj pa smo kar mal žaljivi do partnerja, mal nestrpni do partnerja, mal hudobni do partnerja, mal užalimo. Zamrljivi, prizadanemo. In ne vem, kar grdo govorimo, ne vem, tudi kakšne hujše stvari, ne vem, kako budalo si, ali pa kako budalo je moj partner. Pa to si še lepo povedala, kaj si vse pač izrečejo, v teh trenutkih. In tako se res malo ustaviš, in rečeš, kam je ta ljubezen šla in če imava danes izhodišče, ali je ljubezen res dovolj, bova rekla, mogoče definitivno ne, da vržemo to tezo. Ampak se mi zdi, ki si prav lep primer si dala, kako se on jezi, pa to, pa vse ima, pa hiše, pa kaj, pa se gremo na dopust, kadarkoli ona hoče, vse je tako. In če bi jaz imel, ki bi sedela ona dva pred mano, sem rekel, gospa vas pogreša. Kaj me pogreša? Vsak dan sva skupaj. Tako,
Kako to za vas gleda preživljanje časa skupaj? Ja, jaz kosim, ona not pospravlja, ok, kdaj se pa vi usedete, pa si samo zrete v oči? Včasih so take druge, ampak se zamislijo, no, ponavadi in rečejo, ja, kdaj ste nazadnje se lepo, dobro zabavali skupaj, kot par. Ne? In se kar opusti vsa ta zabava in te stvari, ki so bile, ker ta zaljubljenost poskrbi za to, ne? Pa da je in igrivost in konec koncev se s tem tudi v spolnosti najdejo in vse to. Je treba prav zavestno delati na tem, da se ohranja. Ja, tako. Ozaveščati, da to mi je zelo všeč, to, ko si rekel, 1+1 3, oziroma pač izkoristiti prazen stol, in da reči, ok, to je zdaj najin odnos, to je zdaj najin otrok, dejva ga vzgojiti, dejva vlagati v njega, ga negovati, ga čuvati, da bo dejansko zrastel v nekaj trdnega. Se mi zdi, da je to predvsem pri družinah potem, ko enkrat par postane družina in gre še toliko enega časa v otroke in v kar je izredno smo zaposleni, ogromno časa gre za vse te zadeve, da prav tam postane partnerski odnos že skoraj nek logističen zalogaj. Kdaj se bomo midva našla čas? Kdo bo poskrbel za otroke takrat, ko si bomo midva enkrat na teden vzela, 3 ure za naju? Pa včasih to dovolj. Včasih je dovolj to, da se oni pelejo na terapijo, pa smo tam, pa upravljamo terapijo in imata še pol ure vožnje za nazaj. In sta 1 uro skupaj v avtu. In na koncu par izrazijo, da to jim največ pomeni, da so lahko to 1 uro samo skupaj. Koliko je to dragoceno, ker je v bistvu toliko enega pogrešanja tam. Torej, če te jaz prav razumem, če se vrneva na to najino zgodbo, ko pride do ene odtujenosti, v resnici pride do pogrešanja. A ni to zanimivo? Ne vem. Ja, se pogrešata. Se pogrešata, ok. Ampak se toliko pogrešata, da se morata odtujiti eden od drugega. Da morata biti hladna eden do drugega. A je to, ne vem, da se neke potrebe ne izpolnijo in potem malo protestiramo, pa smo malo hladni do nekoga, pa se malo maščujemo, pa rečemo, zdaj pa jaz zanalašč ne bom, ne vem, se stisnu k tebi. Ja, jaz ne bi rekel, da je to toliko zavestno. Se mi zdi, ta cel prenos, pač tukaj ne moramo iti mimo preteklih izkušenj, ki jih imajo in ko ona dva se povežeta, kaj ona dva začeta tam odigravati, neko njuno zgodovino. Ker na koncu, čeprav doskrat pari mislijo, zanalašč si to rekla in si me prizadela, pa veš, kako mislim glede tega. In prav maščevalna si in mi vračaš za tist, pa v bistvu se sploh ne gre za to. Se samo odigrava ta neka dinamika in marsikera stvar nam nezavedno uide in lahko pač izpade kar grobo. Recimo, prav ta primer. Ja, prav kruto si. Prosil sem te, da takrat, ko sem ful jezen, da me sam poslušaš in ti greš gladko ven. In ona gre zanalašč ven, ko ve, da me to boli. Ne, gospod. Gospa ne zdrži z vami takrat. Jo je strah in se umakne. In potem skušamo prijeti si blizu in se slišati. In evo se zopet sva prvo zaveščanju. To dinamiko, ki jo odigravata in v katero noter padeta, je treba ozavestiti. Koliko je pomembna kle zgodovina, ki jo ona dva prineseta v ta odnos in da se zavedata tega. Kje si s tem? Utruja me to. Nekam te je odpeljalo. Ja, utruja me, ker ne vem, ker se mi zdi to tako, dolga pot raziskovanja. Ja. Veš, zelo dolga pot in najprej, da človek ozavesti to, da dela, neke stvari, ki niso ok. To se mi zdi je že zelo veliko, da človek sploh ozavesti. Potem, da je pripravljen delati na tem, da spremeni to. In tako si prej omenil vzorci. Ne vem, če imamo to stare ljudi 40-50 let, torej ljudi v zrelih letih, oni so 40-50 let ustvarjali, te vzorce, zdaj pa da jih spremeniš. Ja, terapija je tako drugače poteka starejšimi. Mislim, zdaj nočem, da ste to tako slišali, ampak ja, starejši, ki so bolj so te vzorci noter v psihoorgansko osnovo zapisani in je težje nekako priti do spremembe. Ampak ne moramo iti mimo teh vzorcev.
Vse to na terapiji jih vedno osvetlimo, a ne, da vidimo, Ja. kaj kdo dela in kako je pomembno spremeniti te vzorce za voljo partnerskega odnosa. Ja, ja. Pa take, a imaš kdaj občutek, kakor da se, ko pridejo na partnerski odnos, pa vidiš, da se poznajo, pa da so leta so skupaj, recimo 15 let, je en par skupaj. Da pride na partnersko terapijo, misliš? Ja, Ja. 15 let sta skupaj, prijeta na partnersko terapijo in v tem prostoru se ona dva začneta spoznavati na tak način, ker se še nikoli nista slišala drug o drugem. Wow, sploh nisem vedel, da je on šel tako čez to ali pa da je ona to doživela. Ja, ja. A ni, ne? Se mi zdi, ja, da se ona dva že poznata, pa v bistvu je toliko ene globine še ne odkrite tam. Ja, ja in v bistvu ljudje se na novo spoznavajo na terapiji. Ampak namenijo čas temu. Ja, Ne? to je res, to je res. In potem kar spet prije ena iskra tam pri njih. Se ti je zgodilo? Ja, Ne. Okay. nekaj novega je, mislim, nekaj novega. Spoznata se in povežeta se na en drug način in prav mogoče ta povezanost jo kar zbliža potem, a ne? In poveže in je taka čudovita stvar to. Ampak mogoče, kaj govorijo o tej ozaveščanju, to, kaj pa misliš o nekih skupnih vrednotah ali pa ciljih? Koliko je to pomemben ohranjati v partnerskem odnosu? Pa jaz mislim, da nekaj že. Ne bi pa zdaj rekla, da pa bi moralo biti vse. A veš, da so vse, ne vem, vrednote skupne. Ja, to ne, ampak vsem sta se odločila drug za drugega in boste skupaj vidite se v prihodnosti. Kaj če imate različne poglede na to Mogoče bi rekla, prihodnost? da je partnerska ideja pa partnerske vrednote, da so vsaj nekje Usklajene, ja. Usklajene. Ker se itak najdeta Tako. ponavadi že tako, da sta usklajena, tako. ampak pol skupni cilji. A ne? Recimo že pri teh vrednotah, a pa če mogoče izpostavimo tudi neka politična prepričanja, pa verska prepričanja, kako je drugače za pare, ki sta si v nasprotju politično, iz druge vere in tako naprej, pa kako je drugače za te, ki izhajajo iz istih nekih vrednot in prepričanj. Ja, tukaj potem pride, a ne, ta najna tema, ali je ljubezen dovolj, dosti bolj na preizkušnjo pri takih parih. A ne? In če vemo, ok, to je en človek, ki ga jaz ljubim, ki ga jaz obožujem, ki čutim in vem in želim, da je moški mojega življenja, pa ženska mojega življenja, kakorkoli. Ok, koliko sem jaz pripravljena te stvari spustiti, a ne? A sem jaz zdaj, ne vem, zagrižena za eno stvar, ali je partner zagrižen za eno stvar, ali se uspeva slišati, ok, v redu, tvoje mnenje je tako, moje mnenje je tako, ok, a se lahko vse strinjava, da se ne strinjava? Kakšna prilagodljivost in spoštovanje sta potrebna tu? Ja, seveda, absolutno, ja. Mislim, Ampak veš, ta spoštovanje in prilagodljivost, a ne, to je potrebno tudi v odnosih, kjer so si zelo složni. ja, absolutno. Ne, to sem sam tak ekstrem dal, ampak jaz se strinjam. Ja, in jaz mislim, da ta spoštljivost in prilagodljivost je že v vseh malih stvareh. A ne? Kam dati vilce? Ubralni stroj. Jaz se malo pohecam, ampak Recimo. a ne prav to, da tako podobna, pa hkrati tako drugačna, ne? In spoštovati to drugačnost. Ja. In se prilagoditi. Ja, jaz bi rekla, da je ljubezen tukaj v tem kontekstu samo ena začimba, a ne? Ki začini samo vse skupaj. Se pravi, Na vrhu. Rečemo, a ne? Ampak ostali temelji morajo štimati. Kar se tiče spoštljivosti, a ne, torej spoštovanja, zaupanja, iskrenosti, neke pristnosti. A ne? Ljubezen je lahko samo tu en zelo močen, dober, še bolj povezovalni člen, pa ki da neko dodatno globino še. A veš? In če odgovarjava spet na to vprašanje, ali je samo ljubezen res dovolj, ni, a ne? Ne, odločitev je, ne? Ja, na koncu vedno. Tako. In s to spoštovanjem in prilagodljivostjo prije tudi odgovornost.
ki jo imamo do sebe in do drugega. Pa ne, da zdaj prevzama on vse drug od drugega, ampak ne, bom rekel tako, do partnerskega odnosa. Ja, odgovornost za partnerskega odnosa. To. In to je ljudem res včasih zelo težko prevzeti. Že zaradi svojih osebnih prepričanj, karakternih lastnosti, kakorkoli. Pa da se vrneva nekako na ta primer, s katerim sva začela, pa ga prebrala na začetku. Ja. Ona je tudi opisala neko ljubosumje. Ja. Ja, kaj bi rekla na to? Okay. Ali je tukaj vzrok za ljubosumje? Te informacije nam manjkajo, oziroma veliko informacij nam manjka. Ampak če rečemo, da probava malo iti čez te stvari. Okay, ljubosumje lahko izhaja iz konkretnega razloga oziroma nekega vzroka. Da ne vem, vidimo, da se naš partner spogleduje z ženskami konkretno. Da ne vem, skriva telefon, da si ob čudnih urah piše ali pa da ne vem, je na nekih klepetalnicah, kakorkoli. Da dobiva neke klice, recimo, kakorkoli po noči, ne vem, od kakih žensk ali ne vem, karkoli. Torej, da imamo res neke konkretne indice, bi rekla, da imamo nek razlog za to, nek povod, torej, da je to nekaj, kar nam ni všeč. Če pa tega ni? Če pa tega ni, bi pa jaz rekla, da mogoče lahko težava nastane tudi v samozavesti te ženske. Koliko je ona samozavestna, koliko je ona zadovoljna sama sabo. A ona reče, lej, jaz sem vredna tega odnosa. Jaz si zaslužim ta odnos, jaz si zaslužim spoštovanje. In jaz se počutim ok v svoji koži in jaz sem se predala temu partnerskemu odnosu. Zdaj, če tega ni, če je oseba mal ranjena, da recimo, da se bom vrnila malo na preteklost, da ima ene rane iz otroštva, da tam, ne vem, od enega očeta ali pa mame ni dobila ene pozornosti, da je bila mogoče zapuščena se strani staršev, enega ali drugega. In da so to mogoče ene rane pri njej, ki še vedno niso najbolj zaceljene, bo lahko, recimo, ko bo ta moški, ne vem, šel kam na kako službeno pot, ona čutila ogromen občutek zapuščenosti. Pa je to čisto drugi kontekst, drugi čas, druge osebe, ampak v njej se bo pa prebudila ta stara rana, ki še ni dobro zaceljena. In ko si rekla samozavestne, mene prokle, mi je to prva asociacija sigurnost in vrednost. Ja. In ta primer, ki si opisala, recimo, da se vrnemo v preteklost in da ni strani očeta ali mame bila tam neka pozornost in v bistvu smo dosti hitri pri tej vrednosti s pozornostjo. Ker vrednost se gradi pri otroku preko staršev, preko okolice. Okolica ti da vedeti, koliko si ti vreden, koliko si pomemben za njih, koliko so se pripravljeni zate boriti. Seveda potem tudi sam s svojimi dosežki, ampak je drugače, če verjamejo tvoj najbližji vate. Seveda. In prije ta pomerjenost. Ja, in če tega ni, recimo, če smo mi vedno to pogrešali, ne vem, da nas en oče tam potrdi, pa reče, hčera moja, jaz sem pa res ponosen, da sem tvoj oče, Okay, kakšni občutki so to? Kaj mi čutimo ob tem, recimo, In bom rekla, da veliko tega ljubosumja izhaja ravno iz te naše lastne ranjenosti. In mogoče tega pogrešanja. Pogrešanja pa strah, da bo šel. Da bo, tega pred to zavrženostjo, osamljenostjo. Hkrati je pa tam toliko enih čudovitih občutkov začutila, da je lahko prišlo do te ljubosumjenosti, tam čista ta sprejetost in potem ta strah, da se bo to izgubilo. Končno je dobila, zdaj pa, da je bo ušlo skozi prste. Tako, in zdaj recimo, če dava na to njeno ljubosumnost, njegov hladen odnos, kaj se v njeni glavi dogaja, kaj se v njenem svetu dogaja. To je, ne vem, sesutje sistema, lahko pri ženski. Hkrati je pa lahko enako pri njem, lahko da je on bolj hladno ratuje, ker je ona bila ljubosumna. Ker nimava konteksta, pa ne veva. Nimava konteksta, tako. In potem se začneta oddaljevati. Ja. On ima svojo zgodbo, ona ima svojo, tako kot sva že rekla enkrat, na koncu smo jo vsi prav. Ampak kaj bomo zdaj s tem? A bomo naslovili pa govorili o teh stvareh ali ne?
Tam je toliko Ampak- enih neizrečenih stvari. Kaj pa bi recimo ona za to ljubosumnostjo lahko naredila? Kako bi ona sebi lahko pomagala? A kot sama sebi, Dejva jaz bi reči to na partnerski odnos. Dejva reči oboje, Ker ker ne ni veva. sama v tem, oba sta v tem, ta Okej. odnos je v tem. Ja, Jaz bi dal ta absolutno prostor, da tem zadevam. Pa da tudi konec koncev naslovi, če se vsega jo je strah, se verjetno o teh stvarih že govori. Ampak da mi lahko prepoznamo ta strah in to nesigurnost in povežemo z nečem, nekaj, kar ima res obraz, pa je neka zgodba tam. A ne? ja, ja. Ker, a ne, tako, če je ta primer, ki si ti rekla, da ni nekih razlogov za to, da bi ona lahko bila zelo ljubosumna. Ja, moramo najti, kam pašejo te občutki, ki se tukaj odigravajo. Ja. In hkrati je on tam spoštljiv ob tej zgodbi, in če je razumljiv zraven in izkuša pomagati, mislim, pol je edina pot je uspeh. Če sta tako pripravljena, a ne, Ja, se poglobiti v Ja. te zadeve in da je dovolj varnosti in povezan. Čeprav tam, a ne, varnost je, Varnost je pod vprašajem, a ne? ja, sploh če je ta avtoenost. Ampak če bi že prišla na terapijo, ti se kar že pol bitke dobljene. Ne? Je. Ampak vseeno, ne, se ti zdi, recimo, da je ljubosumja kar dosti prisotnega v partnerskih odnosih, ki izhaja recimo iz otroških ran, bova rekla. Jaz, po mojih izkušnjah, sem se srečal s tem v svojih terapevtskih prostorih, Ja, sem ne bi rekel, da je veliko. ok. Ti? Jaz pa sem se malo več srečala, ja, z tem. Pa imam Kako? potem drugačno statistiko. Kako to? Ne vem, mogoče je to tema za naslednjo epizodo. Ja, ne vem, evo, tako kot rečemo terapevti, a ne, dobimo take kliente, ki jih rabimo. A ne. Mm. In ja, verjetno tudi jaz malo zavibriram na neke take teme in so mi mogoče malo bolj napete, a ne, čeprav rada delam s takimi stvarmi. Ja. Ampak me dosti bolj me nagovarjajo te vsebine. Seveda, verjetno tukaj nekaj mojega v ozadju. To mislim, glede na to, koliko sva že govorila o teh stvareh, a ne, in da pač vsi imamo neke svoje vzroke in svojo prtljago, kar je čisto normalno, tudi če smo terapevti, a ne, smo tudi samo ljudje. Ampak ja, več se mogoče, evo, če primerjava mojo pa tvojo statistiko, name obračajo ženske, ki imajo izzive, mogoče malo z ljubosumjem. Ja. In izzivov tudi s kako nezvestobo. Pa ne, da bi delale ali pa ne vem, bile deležne, ampak samo strah pred tem, da bo zavržena, da bo zapostavljena, da bo uničena, da bo razvrednotena, da bo ponižana. A ne? In predvsem zato, da je tvegala in bila ranjena spet. Vedno Ko v bistvu je ves čas vedno strah znova. pred to ranjenostjo. Ne? Ja, ampak veš, zdaj pa si ti zamisli, vedno znova iti tvegat. Koliko se to človek utrudi? Naveliča. Naveliča. Zapre potem tudi vase. Tako. Ker je nevarno. Ti odpreš srce in potem tega. In dovolj ti je. Enkrat ti je dovolj. So kar tako otožna malo postala, ne? Ja. V vseh teh zadevah. Ampak lej, a veš, te teme ljubosumja, nezaupanja, nevarnosti, nesproščenosti, to je zavito v eno žalost vse skupaj v resnici. Pa da mogoče speljeva to nekako v ta najin zaključek te epizode. Ja, samo ljubezen ni dovolj. Ampak je pa ogromno enih stvari, ki jih lahko pari naredijo. Že sam s tem, da naslovijo in si dajo prostor, da se spoštujejo, da se slišijo in da si skušajo prilagoditi. In jaz oba veva, da je veliko lažje o teh stvarih govoriti, kot pa dejansko v praksi. Ja, seveda. Absolutno. Ampak Več oni kot imajo bo- moč spremeniti vse, no? Tako bom Tako. rekel. Ljubezen je ta čudovita stvar, ki nas tam zbliža in smo lahko skupaj in se imamo radi in se ljubimo. Potem je ta borba za ta odnos, no? Za ta Ja. prazen stol. tako. Ja, Imajo vso moč narediti tam stvari in ljudje vsak dan se borijo za ta odnos in jim čudovito uspeva in pridejo zelo lepe zgodbe ven. A bi kaj še dodala za na konec? Jaz bom samo rekla, tako kot si ti rekel, a ne, ljubezen ni dovolj, a ne, je še potrebno veliko drugih stvari. In to ljubezen oziroma partnerski odnos je kot še ena služba zraven.
a ne, včasih. Ja, Lah- ampak kot ker- še en otrok tam, Ja, ki ga je treba poskrbeti, negovati. Jaz recimo vidim to kot še eno službo zraven, a ne, včasih greš ful z veseljem v službo, a ne, zelo rad oddelaš, a ne, včasih ti je pa zelo muka, a ne, včasih bi kar narešil da odpoved, a ne, pa rekel, jo, pa ne, pa se pa ni tako slabo, a ne, in pa se pobereš in ustrajaš in potem pa vidiš, kaj narediš iz tega. Lepo povedano. Ok. Dejva tukaj za danes zaključiti. Midva bi vas res rada povabila, da delite z nama kakšno svojo zgodbo, kakšno svojo izkušnjo, kakšne svoje dogodivščine, da postavite mogoče kakšna vprašanja, kar konkretna vprašanja, na katera mogoče iščete odgovore, jih nimate, ne veste, a prav razmišljate ali ne, pa da mogoče midva tukaj malo pokomentirava po tej najni terapevtski strani, pa da mogoče dobite kaki uvid, dobite kako informacijo več in mogoče res dobite tudi eno pomirjenost na koncu. Svoje komentarje, svoje zgodbe, svoje dogodivščine lahko zapišete spodaj v komentar ali pa pišete na najne naslove, ki so tudi navedeni spodaj v opisu. Hvala za ogled in se vidimo v naslednji epizodi. For now, I'm thinking about my follower count. How did it go down? Oh, so we going back to this.